Ivan Cankar, Polikarp. Župnik se je vzdramil in težka mora se mu je odvalila od prsi. Vzdignil se je v postelji, naslonil se je s komolcem ob vzglavje in je premišljeval. Neprijetne sanje so bile. Sedel mu je na prstih človek neznanec, režal se mu je široko v obraz in je mežikal s hudobnimi očmi. Kdo je bil? Je premišljeval župnik. Popolnoma neznan je bil obraz. Toda zdelo se mu je, da ga je že videl nekoč, le v sanjah morda, pred davnim časom. Neznanec, kdor si že bodi, nespodobno je bilo, da si prišel ob tej mirni uri, ob polnoči, ter sedel široko na trudne prsi. Slabo je bilo župniku. Posegal je po kozarcu in je umočil ustnice. Še je držal kozarec v iztegnjeni roki, ko se je stresal od glave do nog. Pol od strahu, pol od mraza. Okno je bilo odprto in župniku se je zdelo, da sliši korake na dvorišču. Kdo hodi tod ob tej pozni uri, s tihimi koraki, brez glasu, kakor plahonogi tat? Tasi mu je bilo hladno, se je vzdignil trudoma iz postelje ter se je napotil k oknu. Lepa je bila noč. Bela mesečina je bila razlita po dvorišču. Razlivala se je široko po vsej dolini Šentflorjanski. Tiho, nekoliko omohovaje je hodil človek po dvorišču, dolga senca je blodila z njim. Kdo si? Odkot prihajaš? Je zaklical župnik. Človek pa se ni ozrl. Krenil je na desno, nato je krenil na levo, iskal je pač. Župnik se je razsrdil. Ali te ni sram, pijanec, da se potikaš tako pozno po tem tihem kraju in motiš spodobne ljudi? Ni odgovoril, še z roko ni zamahnil. Zibal se je polagoma ob svetlem zidu. Njegova dolga senca je vstala ter se vzpela visoko prav do pisanega okna. Zibala se je z mirom dalje od okna do okna. Naposled je nenadoma ugasnila. Popila jo je mesečina. Tam nekje v temi so zaškripale duri. Župnik je stresel z glavo. Tako se plazijo tatje, neverniki, vse križem po teh brezbožnih krajih. Nato se je vrnil v posteljo, zavzdihnil je samo še enkrat in je takoj zaspal. Komaj je zastisnil oči, mislil bi navaden človek, da je minila le minuta, se je vzbudil in dan je bil. Veselo je sijalo sonce skozi okno, lepo in veliko jesensko sonce. Zaklinkal je zvon, pesem njegova
pa je bila čudno otožna. Bog vedi, kje je umiral truden popotnik. Župnik se je polagoma napravljal, premišljeval in je molil. Nenadoma se je domislil neprijetnih sanj in grenka nejevolja mu je segla v srce. Stopil je k oknu. Gorka, čista svetloba je lila skozi jablane na vrtu, dvorišče je bilo še v senci. Hlapec je zaloputnil spodaj duri in je šel z lesenimi koraki in zehaje preko dvorišča. Miha, je zaklical župnik, Miha, povej mi, ali nisi ničesar slišal ponoči? Kaj bi slišal, gospod, je odgovoril Miha. Neki človek, tatin razbojnik, se je klatil ponoči tod po dvorišču. Župnik je hotel še povedati, da se je tisti bil razbojnik priplazil celo v sobo, kar na posteljo, na trudne prsi, toda hlapec je stresal z glavo in je šel dalje, proti hlevu. Čudni so, gospod, je premišljeval Miha spotoma. Že nekaj časa ni vse po pravici. Stari so. Odprl je duri v hlev, kmalu nato pa se je vrnil na dvorišče z urnimi koraki. Gospod, gospod! Župnik se je prikazal ob oknu. Precej pridete dol, neki človek leži v hlevu. Župnika je izpreletelo po vsem telesu. Dvakrat mu je padla suknja iz rok, preden jo je oblekel. Odpiralo so se duri tu, tam, prišla je dekla, kuharica je prišla, celo iz cerkve je prišlo nekaj žensk in mahoma je oživelo dvorišče. No, zijala, čemu pa ste prišli? Kdo vas je klical? Molit? S tresočo nogo je prestopil prag in je iztegnil roke. Kaj? Kaj? Saj je tema, saj nič ne vidim. Odpri vrata na stežaj. Škripaje so se odprla vrata. Konj se je ozrl radovedno proti pragu. Tudi vola sta pogledala z debelimi očmi. Iz kupa slame, precej pri vhodu, je morel velik, raztrgan čevelj. Župnik se je približal polagoma in je pobezal z nogo. Kaj je, človek ali ni? No, vstani, klada! Nič se ni zganilo in župnika je obhajalo tesno, neprijetno čustvo. Tak, pridi no, Miha, poglej, kaj je! Tudi hlapec ni bil pogumen. Stopil je oprezno k slami in se je sklonil. Seveda je človek, vznak leži z nogami navzgor. Sklonil se je niže, zgrabil je z obema rokama in je vzdignil. Ženske so zakričale. Tudi župnik se je plaho umaknil. Na slami je ležal človek, v razcapane cunje oblečen.
Obraz je bil v senci. Videla so se samo široko odprta usta. Ali je živ, ali je mrtev? Je vprašal župnik s tresočim glasom in od čudnega strahu mu je gomazelo po hrbtu, po licih. Hlapec je potipal za roko, toda izpustil je takoj. Telo je padlo na slamo. Glava je butnila ob trda tla. Kakor prej je visoko štrlel raztrgani čevelj. Ves mrzel je in moker. Hlapec se je stresel in je stopil v stran. Kaj, ni mogel nikamor drugam, kakor nalašč pride sem? Ko je bila udarila glava ob trda tla, se je okrenil obraz proti luči. Suh je bil in siv, poraščen do nosu, čela so zakrivali kuštravi lasje, usta so bila odprta, na pol odprte so bile tudi oči in so gledale belo in topo. Župnik je vztrepetal in se je pokrižal. Pomozi Bog in sveta Mati Božja. Spoznal pa je bil takoj isti škodoželjni izraz. Na široko režečih ustih, isti beli topi pogled. In tudi obleka je bila ista, prav tako razcapana in umazana. Pojdi, Miha, teci po župana. Nato se je okrenil župnik proti pragu. Kaj pa vi? Kaj pa prodajate zijala? Marš! Posegel je po palico, zamahnil je v velikem kolobarju in ženske so pobegnile proti cerkvi. Nikoli še niso videle župnika tako srditega. Žile na čelu so mu bile nabrekle, obraz je bil temno rdeč in zabuhel. Pozvonilo je vstretjič. V zakristiji je čakal cerkovnik in se je čudil. Naposled je prišel župnik. Stopil je v zakristijo s trdim korakom in je zaloputnil duri. Rekel ni besedice, na nikogar se ni ozrl. Hlastno in nejevoljno se je oblačil, premikal je ustnice in je mrmal cerkovniku, pa se je zdelo, da ne mrmra pobožnih molitev. Tisto jutro je minila maša čudno hitro. Neprestano so se pokriževale ženske, poklekale so in vstajale, šlo je pobliskovo. Župnikov talar je frfrotal po oltarju. Okorni, debeli, belolasi starec se je vrtel kakor novomašnik in pri blagoslovu se je ukrenil tako urno, da mu ljudje niso videli obraza. Cerkovnik je begal proti oltarju, sopel je težko in se je čudil neprestano. Še so klečale v klopeh pobožne ženske in so molile in strmele proti oltarju. Toda oltar je bil že prazen in dvoje sveč je brlelo žalostno. Župnik je bil zagrnil kelih z spretno roko, blagoslovil je mimogrede in se je napotil jadrno proti zakristiji. Slekel se je ter pometel obleko križem po zakristiji. Nato je ogrnil sukno
in je odhitel na dvorišče. Nabralo se je bilo že mnogo ljudi. Župan je bil tam in učitelj. Otroci so se podili po dvorišču, ženske so blebetale, moški so ugibali. Celo malo lepo prase pa se je bilo izgubilo iz hleva in je begalo strahoma in kričeč med ljudmi. Stopili so v stran in so napravili pot, ko se je prikazal župnik. Pogledal je jezno na ljudi in je stopil k županu. No, kaj? Kaj bi, se je nasmehnil debeli župan. V mrtvašnico z njim, pa je konec besedi. Ali je mrtev? Seveda je mrtev, še besede nazine, usta pa ima odprta. Župnik je namrščil obrvi. Človek je po božji podobi ustvarjen. Miha na prezi in pojdi po zdravnika. Nato je stopil župnik z županom in učiteljem v hlev. Človek je ležal tam, kakor prej, z glavo navzdol. Vsaj drugače bi ga položili, tu leži kakor Bog vedi kaj. Če je itak mrtev, je odgovoril župan. Ti, ki zijaš tam po pragu, je zaklical župnik. Pridi rajši sem in položi človeka po krščansko. Tako je izginila glava. Nato se je sklotnil župnik sam. Zgrabil je neznanca pod pazduho in ga položil na slamo. Da bi vsaj vedel, kdo je ugibal župan. Iz naše vasi di, v celi dolini Šentflorjanski niso videli takega človeka, drugače bi ga bili zaprli. Pride, leže in umrje. Učitelj je opazoval neznanca od blizu. Ali je starec ali je mladenič? Lahko bi mu bilo 20, lahko tudi 50 let. Morda ima v teh cunjah kakšne stvari, vsaj kakšno znamenje, iz katere dežele je doma in kam se je bil namenil. Zdaj se je sklonil tudi župan. Odgrnil je neznancu sukno in je iskal po žepih. Našel ni drugega, kakor skorjo kruha, trdo kakor kamen, in košček papirja, na katerem je bilo napisano z velikimi okornimi črkami Polikarp. Župan je zmajal z glavo. Potepuh je pač, brez doma in brez imena. Kljatil se je Bog vedi kod in ko je bilo treba umreti, je legel, kjer so bile pač duri odprte. Bog mu daj mir in pokoj. Župnik je vzel papir in roka se mu je tresla. Morda mu je bilo tako ime, je omenil učitelj. Župan pa je stresel nejevoljno z glavo. Polikarp, tako ni ime nobenemu človeku na svetu. Janez, Jože, Franc, to so imena. Če je kakšen Polikarp svetnik v nebesih, pač nima veliko opravila. Župnik je spravil list in je molčal, rdečica v njegovem obrazu je bila bledejša, nekaj težkega in mrzlega mu je leglo na srce.
Mislil je trudoma in se ni mogel domisliti, čemu je prišel k njemu človek neznanec ob svoji žalostni poslednji uri. Prišel je zdravnik, vesel, majhen, trebušen gospod in se je takoj spravil nad neznanca. Seveda je mrtev, od lakote in vsega hudega je poginil. In ker je bil župnik poleg, je pogrižal zdravnik neznanca po čelu, ustih in prsih. Zdaj ima vsaj mir, potepuh je bil, simoromak brez krova. Na obrazu se mu pozna, da je doživel veliko. Čudno se mi le zdi, čemu si je bil izbral baš farovški hlev. Župnik je nabral čelo v zlovoljne gube. Če bi prišel umret kam drugam, recimo v vaš hlev, čemu baš tja? Izgubil se je bil, blodeč pa je legel, kjer so mu odpovedale noge. Še je govoril župnik, ko se je nenadoma nečesa domislil. Hej, Miha, kaj nisi zaklenil hleva sinoči? Hlapec se je začudil. Seveda sem ga zaklenil, 2-krat, kakor z mirom. In z sumljivim, okorno plahim pogledom se je ozrl na mrtvega neznanca. No, se je nasmehnil zdravnik. To pot si bil pač pozabil. Danes ne prihajajo ljudje skozi ključavnico, suh je kakor treska, tako suh pa ni. Miha se je razsrdil. Nisem pozabil, Bog mi je priča, da sem zaklenil vrata. Kaj jaz vem, če ni bil sam hudič ukrenil te stvari? Pokrižal se je in se odmaknil od mrtveca še za par korakov. Oglasil se je župnik z mehkim, trepetajočim glasom, kakor da bi prosil usmiljenja. Miha, povej, kaj nisi šel sinoči pri Gašperinu? Ali nisi pil malo čez miro? Greh je, ampak odpuščeno ti bodi. Le po pravici govori, Miha. Pri Gašperinu sem bil, gospod župnik, vse je res in tudi pil sem, ampak vrata sem zaklenil prej. Na tihem je bil župnik sam prepričan, da je bil hlapec vrata zaklenil. Po noči, ob tisti sveti in skrivnostni polnočni uri, so se godile stvari, ki jih človeška pamet ne more dognati. Tako se je nagnil dan, se je bližala noč. Ozrl se je župnik proti nebu in je videl, kako je bledela rdeča zarja na zahodu. Dvorišče je bilo že vse v senci, črne so bile jablane. Zapel je zvon in je oznanjal noč. Ob takih tihih, lepih jesenskih večerih, ko se čuti trudni starec tako sorodnega tistemu obledelemu nebu, v predsmrtni, žalostno trudni slutni, trepetajočemu drevju, je posedal župnik v vrtu in je premišljeval o minljivosti vseh posvetnih stvari in o bližnji sodbi Božji. Tisto noč pa ga je bilo strah teme, neprijaznih senc, ki so segale zmerom dalje in zmerom više. Stopil je v vežo, napotil se je po stopnicah in je napravil v sobi luč. Odprl je brevir, da bi molil.
Srce pa mu je bilo razmišljeno ob molitvi. Uhajale so misli v tuje kraje. Kako žalostno gori luč nocoj. Privil je svetilko, toda visoki plamen je trepetal in je bil podoben zatohlo brlečim svečam ob mrtvaškem odru. Zaprl je brevir in je stopil k oknu. Hitro se je bilo znočilo. Belo je bilo nebo na zahodu in že so se vžigale zvezde. Sam ni vedel, kdo ga je bil poklical, kdo mu je kazal pot. Župnik je premeril sobo, kakor v sanjah. Premeril je drugo in tretjo in je prišel v tesno izbo, do vrha napolnjeno z debelimi, zaprašenimi knjigami. Odgrnil je malo okence in odprl se mu je razgled naravnost na pokopališče. Tam je že sijal mesec, velik in bel. Svetili so se križi, čudovito jasno se je svetila mrtvašnica. Ob malem, omreženem okencu mrtvašnice se je prikazal tedaj obraz, natanko je razločil župnik votline oči in ust. Čuden, mrzel mir mu je legel na srce. Vrnil se je v sobo, kjer je gorela luč, ogrnil si je sukno in si je privihal ovratnik, da bi se ne prehladil. Nato se je napotil in kakor je bil miren, so se mu noge tresle in so mu včasih zašklepetali zobje. Počasi je šel župnik preko dvorišča, mimo vrta, na jablanah je pošuštevalo listje in je padalo. Zavil je na cesto, ki se je svetila v mesečini, kakor z svežim snegom pokrita. Od cerkve do pokopališča je bilo komaj 100 korakov. Že je stal župnik pred velikimi železnimi vrati. Prijel je za kljuko in jo stresel na lahko. Glej, kljuka se je vdala. Vrata so se odprla, zaškripala so hripavo in župnik je stopil na blagoslovljena tla. Mesečina je oblivala vse pokopališče. Tenke, dolge sence so se bočile preko gomil. Sredi pokopališča je stal velik križ z razpetim Kristusom in njegova senca je segala prav do železnih vrat. Župnik se je odkril in je povesil glavo. Zgodilo se mu je čudno, bridkost mu je napolnila srce. Komaj je že mislil na strahoto te noči in svoje poti, komaj že videl pred sabo vegaste, plesnive križe, pol podrta kamnita znamenja. Grehi, zdavno že obžalovani, milostno odpuščeni, so se mu ob tej zelo usodni uri obtežili dušo. Dolga je bila pot od križa do mrtvašnice. Preromal je pač dolgo življenje. Tako stoji starec, betežen, ves in sivoglav, blizu konca dolge poti in spozna ob prepozni uri, da ni služil ne Bogu in ne svojim bližnikom, temveč sam sebi in svojemu mesenemu poželenju. Vsa dobra dela in koliko jih je bilo,
so izvirala iz hinavstva. Ni čakal človek plačila v nebesih, s to tero si je povrnil sam in je občutil povrhu še ukradeno sladkost dobrodelnosti. Naslonil je glavo ob veliki križ in je molil. Kaj se ni oglasilo od mrtvašnice sem? Poklicalo z nestrpnim glasom, kakor kliče človek, ki gleda na zlobni kazalec ure in bi rad ustavil z nejevoljno roko. Župnik se je napotil po beli, peščeni stezi proti mrtvašnici. Visoko v zvoniku je zahreščalo, zadrknilo, ura je bila polnoči. Jadrno je prišel sveti čas. Komaj minuta je minila od zgodnega večera do te skrivnostne ure. Župnik se je oziral na vse strani in ni zapazil ničesar. Toda zdelo se mu je, da se je bilo zganilo tu, tam, da je šklepetalo, pošumevalo narahlo, da se je klopotoma zapiralo in odpiralo, kakor da bi odskakovali pokrovi od rakev. Dihnila mu je v obraz zatohla mrtvaška sapa, hušknilo je bilo prav mimo njega breztelesno bitje, nemirno blodeča duša, z grehi obložena, v stoletni ogenj obsojena. Pokrižal se je in je pobožno sklonil glavo. Vi pravični pod bremenom kesanja, vzdihujoči, ki prosite objokarni pred nebeškimi vrati, dodeli vam Bog svojo neskončno milost. Jadrno je hitel čas in župnik je vztrepetal, ko ga je poklical nestrpen, ves že zlovoljen glas. Po zaščito pobožne molitve se je bližal župnik mrtvašnici. Vdano mu je bilo srce, noge pa so bile trudne in so se tresle. Počasi je odprl duri in je postal na pragu. Temno je bilo v mrtvašnici, le skozi okno je sijal pramen bele mesečine. Naravnost na mrtveca, ki je ležal na visokem odru. Župnik se je približal, stal je tik pred njim. Neznanec je bil oblečen še zmerom v tiste razcapane cunje. Prsi so mu bile razgaljene, ležal je iztegnjen na odru, roke ob životu. Glava je bila globoko nagnjena, ležala je na trdem lesu. Nikogar ni bilo, da bi bil položil siromaku blazinico pod glavo ali vsaj kako staro kamižolo. Župniku se je zasmilil, sklonil se je in je iskal po mrtvašnici. Naposled je našel v kotu zraven lopate raztrgan predpasnik in prazno vrečo, položil je oboje neznanco pod glavo. In zdelo se mu je, da je bil siromak sam vzdignil glavo ter se hvaležno oddahnil. Nato je prinesel župnik vega stol ter je sedel poleg odra, neznancu ob vzglavje. Opazoval mu je obraz, ki se je svetil v mesečini. Lica so bila rumenkasto bleda, oči so bile globoko vdrte, napol zatisnjene. Das je bil obraz ves poraščen in so padali kuštravi lasje do obrvi. Je bilo župniku očitno, da je bil človek še mlad in da je bil njegov obraz
nekdaj pač zelo bel in nežen. Veliko brezkončno trpljenje je bilo zarezalo gube vanj. Je stisnilo preko tako polne in vesele ustnice in je potisnilo obrvi do oči. Pogledal je na roke, tudi roke so bile majhne in nežne, toda vse razpraskane in od sonca zarjavele. Župnik je vstal in se je sklonil preko mrtveca. Povej mi, kdo si, da zadobi moja duša mir? Zganili so se trepalnice, smehljaj je zaigral okoli ustnic. Župnik je zapazil strahoma, da ni ležal mrtvec pred njim, ampak živ človek, ki se je zatrjeval iz same hudomušnosti. Povej mi, zakaj si prišel k meni ob tako poznem času? Povej mi, kaj hočeš od mene, da si tako prišel ter ugrabil mojemu srcu zadovoljnost bogoslužnega starca. Kaj sem ti storil, da si vznemiril poslednje dni mojega življenja? Župnikov glas je bil proseč, skoraj jokajoč. Smehljaj na obrazu neznanca pa se je širil. Zmeraj bolj razločen je bil in zmeraj bolj preširen. Oči so mu polagoma odpirale, punčice so se obnašale na desno stran in so se svetile. Naposled je zganil na lahko, tudi z roko, uprl se je z dlanjo, kakor da bi se hotel vzdigniti. Kaj me ne poznate, gospod župnik? Je vprašal, smehljaje se z zelo prijetnim, mehkim glasom. V tej lepi zveneči mehkobi je bilo celo nekaj plahosti, ki je bila ostala neznancu pač še iza življenja. Ne, prijatelj, ne poznam te, je odgovoril župnik odkrito sočno. V tvoji suknji je bil listek z imenom Polikarp. Ampak takega imena oprosti ni imel še živ človek na svetu. Pač sem že krstil 1000 ljudi v dolgih dneh svojega pastirovanja. Toda ne spominjam se, da bi bil kaznoval nedolžnega človeka z imenom Polikarp. Resnično se je vzdignil neznanec na odru. Oprl se je ob desni komolec, sklonil se je bliže k župniku, svetle oči so bile zdaj široko odprte. Domislite se, gospod župnik, domislite se. V enem samem trenutku je preletel župnik v svojih mislih dolgo vrsto let ter se ustavil v davni preteklosti. Ustavil se je, kri mu je ginila iz lic in začel se je tresti po vsem životu. Iztegnil je roko proti neznancu in se je umikal z okornimi nogami. Ali ste se domislili, gospod župnik? Smehljaj na ustnicah neznanca je bil še bolj preširen. Že je bil zloben, nekaj sovražnega se je svetilo v očeh. Ali ste se domislili? Zdaj sem prišel, da narediva račun. Dolga je bila cesta in skoraj sem se bal, da ne zgrešim cilja ali da ne obležim tam, kje v jarku. Natanko ob pravem času sem dospel, kakor da bi bil izračunal na minuto. Toliko, da so me še nosile noge
in niti moči nisem več imel, da bi si bil poiskal pošteno vzglavje. Vedel sem, da pridete nocoj. In lepo je, da ste prišli. Narediva račun. Skrčil je tudi kolena, vzdignil se je čisto na odru in se je napravljal, da bi vstal. Župnik je iztegnil obe dve roki in je pokleknil. Usmili se v imenu Božjem, usmili se starca! V istem hipu je legel neznanec na oder. Glava je udarila v bles in nato je ležal iztegnjen. Roke ob životu, popolnoma kakor prej. Tudi oči so se zaprle in le skozi ozko špranjo je gledala motna, mrtva belina. Tebi, o Bog, čast in hvala, je zavzdihnil župnik, pot mu je lil od čela, tresel se je po vsem životu in ko je vstal, je komaj prenaknil nogo. Šel je sključen, težko sopeč, kakor 90-leten starec, ki gleda v tla in išče groba. Ob durih je bil v izdolbenem črnem kamnu par kapljic blagoslovene vode. Župnik je pomaknil vanjo prste in se je nato pokrižal, nato je poškropil v znamenju križa tudi mrtveca. Počivaj v miru. Na glas je spregovoril, toda nič vere ni bilo v tem glasu, trepetajočem od groze. Poslednji krat se je ozrl na mrtveca in zdelo se mu je, da strmi van skozi špranjo med trepalnicami. Še svetlejša je bila mesečina, ko se je vračal župnik preko pokopališča. Jasno je bilo, kakor podnevi, sence so bile bolj krepko začrtane, svetloba je bila žarnejša nego v soncu. Razdalje so se spremenile. Vse stvari so bile bližje in manjše. Tam v dolini je ležala vas in bele hiše so bile tako blizu in tako majhne so bile, da bi se človek sklonil ter pokril z dlanjo vso dolino. Župnik je zaprl železna vrata in se je vračal počasi ob zidu, ob vrtu proti Farovžu. Zelo dolga se mu je zdela pot in truden je bil. Ko je dospel na dvorišče, je stopal potihoma in oprezno, da bi ne hreščal pesek pod koraki. Prav tako potihoma in oprezno je odpiral duri, da bi se morda ne vzdramila kuharica, poslušala še v polspanju, nato poskočila strahoma ter prižgala svečo. Plazil se je po stopnicah, kakor tat je odpiral duri v spalnico. Ves utrujen in bolan je sedel na stol poleg postelje in je zakril obraz z rokami. Kdo si me kaznoval, o Gospod? Danilo se je komaj, ko so sedli v kuhinji hlapec, kuharica in dekla. Take noči še ni bilo, je zavzdihnila kuharica. Kaj nisi slišal Miha, kako je hodilo po dvorišču po stopnicah? Tudi Miha je bil ves zaspan in zlovoljen, kakor po prečuti noči. Seveda sem slišal, mimo okna je šlo. Prav dobro sem videl, ko sem nenadoma
se zbudil, tam na cerkvi se je zibala senca ob zidu. Poslušam, je pripovedovala dekla, in slišim, kako se plazi mimo okna, kakor tat. Kri mi je zastala. Vedela sem precej, da hodi okoli tisti razbojniki, ki je umrl po noči v hlevu. Bog mu daj večni mir in pokoj. Od strahu si ne upam dihati. On gre prav mimo okna, zadene se s komolcem obne in gre dalje. Daleč je že bil, ko vstanem in vzamem molek in stopnim k oknu. Kaj sem videla tedaj, o ljudje krščanski? Nekdo hodi po pokopališču, postane pred velikim križem, odpre duri v mrtvašnico. Tisti človek je bil, ki je umrl po noči v hlevu. Vsi trije so se pokrižali. Tej hiši ni vse po pravici, je govorila kuharica tiše, skoraj šepetaje. Zakaj je prišel naravnost v Farovš in je umrl tam? Tebi nič, meni nič. Pa zakaj se plazi zdaj tudi okoli? Ne zadobi miru. Spogledali so se in vsem trem je zakljuvala v srcu ista misel. Nocoj ne bom zatisnila očesa, je potožila dekla. Zakleni, Miha, zakleni, varno, vse duri. Jezus, če bi prišel v sobo, stopi k postelju, razbojnik je bil v življenju. Miha je stresel z glavo. Ne pomaga, nič, zapirati duri. Ko sem bil v mestu, pomislite, kaj se je zgodilo tam. Leži v mrtvašnice družba mrličev, brezbožnih ljudi, potepuhov, ki so bili sami končali življenje z nevirno roko. Trdno so bile zaklenjene duri, toda zjutraj, glejte, leži pred durmi ves potolčen, star in nemaren žid. Po noči, o polnoči, ko so ga bili pretepli tovariši, ter so ga vrgli iz mrtvašnice, ker je bil studeni in je dišal neprijetno. Taki so ljudje. Kuharica se je stresla od groze.